Torej, lepo pozdravljeni. Še moje drugo predavanje o zdravstvenem načrtu. Torej, otroci in malčki seveda veliko časa preživijo v vrtcu oziroma v šoli in posledično je seveda vloga vzgojiteljev in učiteljev pri vodenju tudi pomembna, a ne. Sam zdravstveni načrt je bil izdelan v letu 2010, smo pa izobraževanja za vzgojitelje oziroma učitelje izvajali že od leta 2004. Zdaj, kaj je zdravstveni načrt? To je v bistvu dokument, ki zajema neke informacije o otroku. Bodisi so njegovi osebni podatki, večinoma so pa informacije o načinu vodenja sladkorne bolezni, torej ali otrok dobiva inzulin z inzulinsko črpalko, ali dobiva inzulin z mehanskimi injektorji, kakšna je shema, po kateri prejema inzulin, kakšen inzulin uporablja, odmerki inzulina, nekaj podatkov o pravilni prehrani malčka oziroma otroka s sladkorno boleznijo, o telesni aktivnosti in tudi nekaj ukrepov ob zapletih sladkorne bolezni, ob hipoglikemijah oziroma hiperglikemijah. Namen je seveda, da omogoča hitrejše in lažje spoznavanje otroka in njegove sladkorne bolezni, da vam olajša delo z malčki oziroma otroci, in da se hitreje lahko odločate v različnih situacijah. Seveda je namen tega zdravstvenega načrta tudi, da nekako enotno medsebojno sodelujemo v vsej Sloveniji na relaciji starši, vzgojitelji, učitelji in tudi konec koncev zdravstveni tim, ker je seveda cilj tega pa je, da je sladkorna bolezen dobro vodena, ker seveda to vodi v boljšo presnovno urejenost. Sam zdravstveni načrt izpolnimo ob novo odkriti sladkorni bolezni, starši skupaj z zdravstvenim timom, tik preden gredo domov. Ta izpolnjen dokument potem nesejo starši v šolo ali vrtec in ga skupaj z vzgojitelji oziroma učitelji pregledajo. Seveda smo pa ob vsaki spremembi vodenja sladkorne bolezni zdravstveni načrt dopolni z novimi informacijami. Torej, starši morajo za svojega otroka v vrtcu ali šoli zagotoviti potreben material za vodenje sladkorne bolezni. Tako da otroci morajo imeti vedno pri sebi glukometer in testne lističe za merjenje krvnega sladkorja, lancer z lancetami oziroma pikavček, testne lističe za merjenje sladkorja in ketonov v urinu, nekaj za reševanje hipoglikemije, bodisi so to glukozne tablete, geli ali druge sladke tekočine. Priporočljivo pa je tudi dnevnik vodenja sladkorne bolezni. Zdaj, v kolikšni meri vzgojitelj oziroma učitelj pomaga otroku, je seveda odvisno od tega, koliko je otrok star, koliko je otrok samostojen. Seveda malčki potrebujejo več pomoči, najstniki mogoče včasih samo kakšen nadzor, tudi kakšen otrok, ki zna že lepo aplicirati inzulin, si zna lepo zmeriti sladkor, pa ima hipoglikemijo, samo roke tresejo, bo potreboval kakšno pomoč pri tem, Tako da recimo vzgojitelj in učitelj bi moral znati izmeriti krvni sladkor ter ketone v urinu, skupaj starši določati odmerek inzulina, to je mišljeno predvsem na inzulinski črpalki, sama aplikacija inzulina z inzulinsko črpalko. Nekaj morate vedeti tudi o pravilnih ukrepih ob hipoglikemiji in hiperglikemiji, tudi ob športni aktivnosti. Seveda pa morate vedeti tudi, da smo za nasvet oziroma pomoč ob kakšnih akutnih zapletih ali ko ne dobite staršev in ste v kakšni stiski, vedno na voljo na našem oddelku, lahko pokličete na telefonsko številko 01-522-9270. Če je pa to neki popoldanski čas, da se nekje šoli v naravi ali pa v večernih urah, pa vedno lahko pokličete tudi Center za diabetes na telefonsko številko 040-8288-44, seveda v primeru nujnih stanj pa 112. Za konec še to, da poleg staršev tudi vzgojitelji in učitelji seveda veliko pripomorete k dobri presnovni urejenosti, kar je seveda naš cilj. Na spletni strani www.sladkorčki.si je tudi del namenjen prav vzgojiteljem in učiteljem, kjer imate informacije, kako poteka merjenje krvnega sladkorja,
priprava in pa aplikacija inzulina z mehanskim injektorjem, priprava in pa aplikacija glukagona, ukrepi ob hipoglikemiji z nezavestjo in menjava inzulinskega seta pri inzulinski črpalki. Torej, nadaljne kakšne pisne informacije pa lahko dobiste tudi v tej knjižici, ki je bila izdana iz strani našega oddelka Otrok s sladkorno boleznijo v vrtcu in šoli in pri športnih aktivnostih. Z moje strani bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Lep dan še naprej.